Današnji dan si nekako predstavljamo, da bo minil v tem obeležitvi 100-letnice predstave Pelikan in pa seveda posebnega projekta, ki ga ustvarjamo skupaj z ZRC SAZU. Naj povem, da napovedani dr. Otto Luther, direktor ZRC SAZU-ja, se je opravičil zaradi obveznosti, danes tukaj ni z nami. Projekt bosta predstavila Mojca Krifter, Trilovina, umetniška vodja Šentjakobskega gledališča in Rok Andres. Sedaj pa bi prosil našega predsednika upravnega odbora, predsednika Šentjakobskega gledališča Janeza Vlaja, da nam nameni nekaj besed ob tej priložnosti, ki se pripravlja prihodnji teden. In Janez, vem, da si neumorno čakal že 100 let, kot bo povedano v predstavi, na ta trenutek. Hvala. Ja, hvala za besedo. Jaz sem predvsem prišel izraziti svoje zadovoljstvo, da vas lahko pozdravim v tej vlogi predsednika. Nisem sicer kompetenten govornik, ker sem okrožen z ustvarjalci in na obe današnji temi imamo tiste govornike k sreči, za kar se jim zahvaljujem, da bojo predstavili ti dve že napovedani temi. Jaz bi pa predvsem rad pozdravil vas, predstavnike medijev, kajti brez vas je tudi naše delo bi šlo v prazno in ne bi prišlo do občinstva, za katerega se zelo veselimo, da se spet vrača in upajmo, da bomo čim prej prišli v normalne razmere. Imamo zdaj to priložnost, kot vidite, v novi dvorani imamo dobre pogoje za delo in upajmo, da bomo upravičili naš 100-letni obstoj, kar je delo minulih generacij in zdajšnje generacije, in smo ponosni na ta dosežek in na to priložnost, da bomo prav na 9.6. v 100 letih lahko uprizorili predstavo, ki je bila na tem odru natanko pred 100 leti prvič odigrana in bo zdaj ponovno po 100 letih. Hvala lepa, da ste prišli in predajam besedo kompetentnim govornikom. Hvala. Nikarte Janez je zelo skromen. Naj vam povem, da Šentjakobsko gledališče nikoli ni bilo tako skromno, kot ima sedaj skromnega predsednika. Vedno smo bili zelo ambiciozni. Predstava Pelikan je pravzaprav, hočeš nočeš, postala prva predstava po sklopu, takrat pred 100 leti. Na ključu pravzaprav bi morala biti neka druga predstava, premierno, prvič uprizorjena. Vendar predstava Augusta Strindberga pa je zahtevna predstava, dramska, ni komedija, kot je bilo prvotno mišljeno pred 100 leti. In hočeš nočeš nam je v zibelko položila eno ambicioznost, zahteven program, katerega je pravzaprav Šentjakobsko gledališče vedno tudi zasledovalo. Tukaj bi prosil Mojco, da nas nekako pozdraviš in uvedeš v to Pelikanovo stoletje, potem pa naprej bo šla do Mareza. Zelo akustično. Lepo pozdravljeni in dobrodošli vsi tukaj in danes. Gledališče je svojstven organizem, odkar obstaja. Obstaja pa tisočletja. In s to mislijo me je pri pripravi programa za to gledališče, Šentjakobsko gledališče Ljubljana, vodila misel, da je treba temu organizmu ob seveda dramatiki, ki je na razpolago, starejši, klasični, novejši, slovenski, svetovni, dati tudi tisto najustreznejše mesto,
ki ga slovenska in evropska teatrologija, gledališka zgodovina in dramaturgija zmore. Zmore pa to skupaj z vsemi gledališči na področju vsej Evrope, če ne celega sveta, in zmore v tem kontekstu tudi Šentjakobsko gledališče Ljubljana. S celotnim ansamblom, s celotno ekipo, ki je na voljo za delo v gledališču in seveda tudi z vsemi tistimi ljudmi, ki to gledališče na tak ali drugačen način spremljajo. Od obiskovalcev do novinarjev, do kritiške javnosti, do strokovne javnosti. In pri tem sem upoštevala tudi duhovno misel tega gledališča in svetovne dramatike pri sestavi repertoarja. In tako sem se ponovno vrnila k Pelikanu, za katerega so mnogi menili, da to ni več aktualno besedilo za uprizarjanje v današnjem času. Ko sem ga prebirala, se mi je zdelo vse bolj mogoče, da ga je treba uprizoriti na sodoben način, s sodobnimi izhodišči, uprizoritvenimi, scenskimi in tudi miselnimi. In tukaj sem se opirala še na dvoje dramaturško-teatroloških misli, na katere seveda današnji gledališčniki poklicni pogosto pozabljajo. Je pa na to opozarjal dramaturg in teatrolog in sodobnik nove slovenske dramaturgije in teatrologije v prejšnjem stoletju Lojze Filipič, ki bo prav tako čez nekaj dni praznoval 100-letnico. Se pravi, da nekako imamo povezavo zgodovino gledališča, teatrologijo, duhovno podobo gledališča, v katerem vsi gledališčniki, ki se strokovno ukvarjajo z gledališčem na Slovenskem, vendarle priznavajo, da je Šentjakobsko gledališče umeščeno med vsa ta gledališča. In pri angažmaju režiserja, kdo bi lahko iz nove ali pa srednje generacije Strindbergovega Pelikana režiral z igralci Šentjakobskega gledališča, je prvo povabilo veljalo Maretu Bulcu, ki je po mojem mnenju eden izmed tistih režiserjev slovenskih, ki dajo nov uprizoritveni koncept, novo branje, drugačno branje od klasičnega škatlastega gledališča. In Mare je takoj z veseljem prevzel režijo tega dela. Ob tem ne povem še naslednje. Strindbergovo besedilo je prevedeno v slovenščino dvakrat. Enkrat ga je prevajal prvič Juš Kozak in drugič ga je prevajal Janko Modar. Ob primerjanju obeh besedil se mi je zdelo smiselno in tudi zaradi odnosov, ki so v prevodu med dramskimi osebami pristnejši, uporabiti besedilo v prevodu Juša Kozaka. In Mare je tudi to sprejel. Delamo po prevodu Juša Kozaka in tukaj sem pa nekako navezavo našla v Slovenskem gledališkem muzeju oziroma inštitutu danes in Narodni univerzitetni knjižnici Ljubljana, kjer hranijo prvi rokopis Juša Kozaka in pa tudi tipkopis besedila. In z knjižničarko, višjo bibliotekarko
Slovenskega gledališkega inštituta Katarino Kocijančič sva se dogovorili, da bo ob premieri to besedilo digitalno na razpolago na njihovi spletni strani, v tipkopisu in v rokopisu. Avtorji oziroma dediči tega Juša Kozaka so nam pa dobrovoljno in dobrohotno z veseljem odstopili avtorizacijo brezplačno, tako da imamo tukaj zelo veliko podporo tudi zunanjih sodelavcev. Ob tem pa bi morda preden predamo besedo Maretu, še eno misel navedla ob pripravi programa, da se mi je zdelo nujno potrebno, da v kontekstu Šentjakobskega gledališča in 100-letnici ne pripravimo samo slavnostnih premier in repertoarja, ampak da pripravimo tudi nek širši vpogled v slovensko gledališče, in zato je padla misel, ko smo se pogovarjali z direktorjem, da povabimo k sodelovanju znanstveno-raziskovalni center SAZU v Ljubljani in skupaj pripravimo znanstveno-raziskovalni simpozij, ki naj bi trajal 2 dni, izključno z povabljenimi predavatelji, in vsi ti so se nam, na katere smo se obrnili, z veseljem pristopili in bojo z veseljem tudi sodelovali, in to bo v septembru. Hvala lepa. Draga Mojca, najlepša hvala za to izčrpno napoved, pravzaprav stvari, ki sledijo. Jaz bi zdaj predal besedo kar našemu Maretu, režiserju, ki je sprejel režijo dela, na kateri pravzaprav scenografiji ravno kar sedimo. Jaz se zahvaljujem, da si dovolil to. Občutki so fenomenalni, tudi po ogledu zadnjih nekaj ponovitev pred premiero. Mare, ti si trenutno v teh pokoronskem, še zmero malo koronskem obdobju pravzaprav želo našega gledališča. Izredna simbolna, ali ne vem, kako bi dejal, priložnost pravzaprav, da se ravno po 100 letih na prenovljenem odru Šentjakobskega gledališča, za kar smo zelo hvaležni mestni občini Ljubljana, ki je lastnica mestnega doma, zahvaljujemo. Občutki po 100 letih, ponovno si tukaj, Mare, oziroma tokrat za predstavo Pelikan. Imaš čudovito ekipo in se mi zdi, da bomo priča nečemu izjemnemu za Šentjakobsko gledališče in upam si reči celo širše. Hvala za besedo, pa hvala seveda Mojci in celemu Šentjakobskemu gledališču za povabilo k tej režiji. Zdaj sem pa kaj presedel, da bomo vse malo bolj Režiser se je prerežiral. Mogoče je treba povedati za začetek, da zaradi seveda znanih razlogov smo v bistvu na nek način skoraj leto dni delali to predstavo. Se pravi, mislim, da bo zdaj v teh dneh ravno 1 leto, odkar smo se dobili prvič na nekih bralnih vajah. Potem smo delali jesen do zaprtja, potem pa smo se zdaj ob rahlanju ukrepov in tako naprej spet zbrali. Mogoče vas bo zanimalo, da je za to predstavo potekala audicija za nastopajoče. In sicer se mi je zdelo zelo smiselno, da bi v bistvu vsi člani Šentjakobskega gledališča imeli možnost sodelovati pri tej predstavi. Hkrati pa v bistvu je bila naša želja, ustvarjalcev, pa moja, da bi predstava bila tudi glasbeno v bistvu močna, tako da smo audicijo delali tudi seveda zato, da malo preizkusimo
glasbeno-pevske sposobnosti. Izbrali smo najprej 6 nastopajočih, potem skozi proces, ta dolgo leto je terjalo različna prilagajanja in ena igralka potem ni sodelovala v procesu, tako da jih je na odru 5. Lahko rečem, da je seveda to težko sicer govoriti tik pred premiero, vse imamo še en teden oziroma manj, ampak sem izredno vesel, da v bistvu je teh 5 članov Šentjakobskega gledališča v bistvu že zdaj lahko rečem izredno dobro, kako bi temu rekel, zastopalo svoje barve Šentjakobskega gledališča. Rečemo temu, da mislim, da so lahko vsi v bistvu člani tega pomembnega gledališča, velikega gledališča, ponosni na svoje kolege in jaz sem v bistvu zelo zadovoljen, kam gremo. Da ne bom preveč uročil predstave, ne bom toliko več govoril mogoče o tem, ampak naj povem, da je zame pomembno, kjerkoli delam, a je to v Šentjakobskem gledališču ali pa na Metelkovi ali pa v profesionalnih, tako imenovanih hišah gledaliških, da v bistvu se moj način dela ne spreminja. Jaz v bistvu zahtevam od vseh, ki sodelujejo v predstavi, maksimum in mislim, da ga tudi dajo in da smo ga tukaj, da ga dajemo vsi. Zdaj pa mogoče v sami vsebini. Pelikan, seveda, Strindberg je neka klasika, ampak zelo pomembno se mi je zdelo, da na nek način glasbo, ki jo Strindberg že pripelje v samo dramo, podčrtamo oziroma dodamo. Tako da pri projektu sodeluje Polona Janežič, mogoče vam je bolj znana kot članica Katalene in drugih bendov. In njena avtorska glasba v bistvu na nek način zelo močno prispeva k samemu vzdušju, sami predstavi. Besedila za songe, imamo v bistvu več songov v predstavi, sva prispevala Nebojša Poptasič in jaz sam. Imamo tudi več čas v besedilu in omenja pesem Pelikan, ki jo zet napiše svoji tašči. Pa te pesmi ni v besedilu, ne? In je naš kolega Marko Skok, ki je v bistvu inspicient predstave, vodja predstave in hkrati rekviziter, ampak je tudi pesnik, je Marko Skok napisal to pesem, tako da zdaj je Strindberg tle dopolnjen z pesmijo Pelikan. Tako da hvala Markotu. Tudi scenografski prispevek, zdaj malo zaradi nas ne vidite to dobro, ampak celotno dogajanje je postavljeno v bistvu v en prostor. Vse pa seveda dogaja v tem prostoru veliko, pa navezuje se v besedilu veliko nekega dogajanja še iz drugih prostorov po tem. In temu primerno smo malo v bistvu odprli ozadje s tako scenografijo. Posebnost mogoče te uprizoritve pa je, da se v samem besedilu Strindbergov omenja mrtvi oče, pri nas je to vloga. Se pravi, vloga mrtvega očeta, ki je Strindberg ni predvidel, je v bistvu en tak izrazit dramaturški, rečemo temu, obrat ali pa novum v tej postavitvi. Mrtvega očeta igra Kajetan Bajt. Povedal bi še to, da ta mrtvi oče ne samo, da je prisoten na odru, ampak tudi poje in pravzaprav naslovna pesem, naslovni song, kako bi temu rekel, osrednji song te uprizoritve
je pesem, ki jo napisal Nebojša Bogdašič, naslov je 100 let sem mrtev in je v bistvu podnaslov je očetova pesem. To je v bistvu pesem mrtvega očeta. Mogoče mislim jaz, mogoče bi bil bolj zainteresiran, če ima kdo kakšno vprašanje, ampak mislim, da na tej točki bi končal. Super, najlepša hvala, Marko. Mare, zdaj, če imate kadarkoli kakšno vprašanje, lahko zlahka posežete v našo pripoved. Imamo resnično srečo, da delamo na prenovljenem odru v tehničnem smislu. Ta dvorana omogoča veliko več kot prejšnja. Mi smo v tem letu, kar je tudi Mare seveda omenil, delili usodo vseh ostalih gledališč, poleg tega je od junija do meseca februarja tukaj potekala prenova, tako da naš program je tedaj zastav, niti predstavljati si nismo mogli pred letom, še polni načrtov in želja, da izvedemo 100-letno jubilejno sezono. V normalnih pogojih pa smo sedaj nekje naplavljeni na obronku letošnje sezone. Vendar, naše ambicije, naši cilji in pa naše naloge, nekako želje predstaviti se ljudem, deliti z njimi naše bogatstvo umetnosti, ki jo ustvarjamo, in pa tudi vse druge nasledke, različne projekte. Vse to bomo izvedli, nekatere stvari so že potekajo, nekatere se bodo začele izvajati nekje od avgusta dalje, potem v septembru, kot smo že rekli, z monografijo. Izdali bomo veliko fotomonografijo, kjer bodo predstavljeni 100 šentjakobskih obrazov šentjakobskega gledališča v preteklih 100 letih. Oblekli bomo drevesa na tržnici in še številne druge zadeve, o čemer vas bomo tudi obveščali. Sedaj pa bi se premaknil na drugo stran k doktorju Roku Andresu, ki je urednik znanstvene monografije, ki jo bomo izdali, pripravljamo jo skupaj z ZRC SAZU-jem. Gre za izredno kombinacijo, tukaj se bi še enkrat zelo lepo zahvalil doktorju Oto Luterju, ki nas je lepo sprejel in predlog Mojce Kref potem dejansko sprejel. Zdi se mi čudovita mešanica ljubiteljske literature, enega širokega srca in pa visokih, bi rekel, znanstvenikov, ki bodo sodelovali pri tem projektu. Projekt se odvija bolje, kot smo prvotno načrtovali, iz enodnevnega postaja dvodnevni simpozij. Ob koncu tega simpozija, sem prav rekel, bo pa išla tudi, se pravi, znanstveni referati bodo zbrani v monografiji, ki bo pa predvidoma išla konec leta. Ocenujemo, da bi bila ta znanstvena publikacija nekako referenčna. Več o tem pa, dragi Rok, bi tebe prosil, da ne bom kaj narobe povedal. Ja, hvala lepa, pa še lep pozdrav v mojem imenu. Zgodba tega simpozija se je po vsej verjetnosti v prostorih uprave Šentjakobskega gledališča začela kakšno leto nazaj, ko sta Mojca Kreft in Milan po vsej verjetnosti z drugimi sodelavci prišla na idejo, da bi bilo vredno obeležiti 100-letnico Šentjakobskega gledališča tudi na znanstvenem nivoju, se pravi z organizacijo znanstvenega simpozija, pa s kasnejšo izdajo tudi publikacije. In na neki točki pred enim letom sem v to zgodbo vstopil jaz in dr. Oto Luter in nekako smo začeli pripravljati ta simpozij, ki je danes že obsega 19 vabljenih znanstvenikov in raziskovalcev. Nekaj od tega raziskovalcev, ki delujejo v okviru ZRC SAZU, dobro polovico pa raziskovalcev, ki delujejo na drugih inštitucijah ali na Svobodi ali prihajajo tudi iz tujine. Simpozij bo 17. in 18. septembra v prostorih ZRC SAZU in nas bo prijazno gostil ta 2 dni. In ta dvodnevni simpozij bo prinesel v bistvu neko preizpraševanje
položaja in identitete šentjakobskega gledališča v zadnjih 100 letih. Premisliti bo skušal položaj šentjakobskega gledališča v prostoru in času, v slovenski kulturi. Posebno nas veseli referat dr. Milana Madžareva, ki bo poskušal kontekstualizirati tudi glede na bivši jugoslovanski prostor, se pravi na nek način neko primerjavo ljubiteljske kulture bivše države. Simpozij pa bo tudi malo prešel te meje zgolj šentjakobskega gledališča in si bo vzel v premiso tudi neke temeljne dogodke v slovenskem gledališču zadnjih 100 let, kakšenkrat tudi malo širše, podobo našega gledališča in s tem v bistvu vstopil dialog med ljubiteljsko, polprofesionalno in na eni strani institucionalno, profesionalno produkcijo na drugi, med eksperimentom in ljubiteljskim gledališčem. Za središče pa vedno znova se vračamo seveda prav na to obletnico šentjakobskega gledališča. Upamo, da bomo odkrili kaj novega, da bomo lahko na znanstven način predelali še kakšna manj znana poglavja, kakšne sive lise iz te zgodovine. Posebno dragocenost pa seveda bo zbornik, ki bo predvidoma išel konec leta in se bo pridružil že ustaljeni praksi jubilejnih zbornikov šentjakobskega gledališča, ki so izhajali ob različnih obletnicah preteklih 100 let in bo v bistvu tudi na nek drugačen način stopil v dialog in ostal tudi za namce, bodoče raziskovalce, upamo tudi da kot študijsko gradivo, kajti redkost je, da se na nek znanstven način ukvarjamo z ljubiteljskim polprofesionalnim gledališčem, ponavadi so v središču teh premislekov res bolj profesionalne produkcije, to pot pa sem zelo vesel, da bo tudi šentjakobsko gledališče v bistvu utrdilo svoj položaj v gledališkem sistemu Slovenije in tudi širše. Od podatkov, zdaj vam ne bi našteval naših vabljenih gostov, poudaril bi samo še, da kot vodje simpozija nastopamo Mojca Kreft, Oto Luter in jaz, Rok Andres, ki smo tudi nekako soglasno skupaj oblikovali ta seznam vabljenih gostov, pošiljali vabila in maile. Posebno veselje pa nam je, da nas bo z uvodnim predavanjem v ta simpozijski del uvedel dr. Mladen Dolar in s tem tudi pokazal neko pripadnost našemu delu in delu 100 let šentjakobcev, ki ga letos obeležujemo. Tako da 100 let šentjakobskega proslavljamo na umetniški, znanstveni, pa upam, da tudi na gastronomski način. Naj se tvoje besede pozlatijo, Rok. Mislim, da smo nekako pri koncu, pa preden predam vam besedo. Nenavadno leto je za nami. Jaz bi se zahvalil vsem sodelavcem mojim, ki so danes tukaj na odru. Saši, Srečkotu, dvema tehnikom in ostalim članom gledališča. Gledališče v letošnjem letu je v posebni situaciji, tudi sami osebno smo šli čez marsikatere preizkušnje. Kljub temu pa lahko nekako zaključim, da smo harmonična ekipa, da zelo lepo ustvarjamo in dobro sodelujemo, za kar bi se vam vsem skupaj zelo zahvalil. Neverjetna čast je direktorovati taki skupnosti ljudmi s temi počeli, ki segajo zdaj 100 let nazaj. Kljub temu, da sem rekel, da je zavladala harmonija, pa smo igralci oziroma so igralci in ostale gledališke živali že zelo nestrpne igranja. Želimo, da se odri odprejo. Želim si, da bi tudi vi, predstavniki sedme sile, nas spremljali v tem poslanstvu, da naredimo pritisk, da zagotovimo seveda v varnih pogojih vrnitev čim večjega števila gledalcev. V letošnjem letu se je izkazalo, da smo vsi del istega ekosistema, to, kar si tudi ti omenil, Rok, in tudi, kar si napisal na nek način v svojem kratki pesmi oziroma verziranem Mare v gledališkem listu.
Vsi skupaj smo del istega sistema, delimo isto usodo in ne smemo dopustiti, da ta branik slovenske kulture, ustvarjanja pade. Ljubiteljska umetnost je izredno pomembna. Mi veliko zgodb iz tega ozira ne slišimo. Številna društva v tem letu so se srečevala s težkimi preizkušnjami, veliko je negotovosti, generacije so pod udarom, ne bom bil pesimističen, ker želja po bivanju na odru je človekova inherentna želja in to ne bo ugasnilo, vendar institucionalni okvir, znotraj katerega ustvarjamo, pa mislim, da mora ostati. In sem vesel, da vas imamo danes tukaj, da ste nam prisluhnili. Sedaj pa bi vas povabil, da nam zastavite tukaj, dokler smo še gore, vprašanja. Na voljo pa vam bomo tudi potem v odžejnici za individualna vprašanja, odgovore in intervjuje. Gradiva od današnjega dneva, gledališki list, pa boste dobili na elektronski naslov, če se vpišete na tisti list tam v kotu odra. Hvala lepa. Skrbi se vprašati, koliko predstav pa še načrtujete v letošnjem letu? Celoten repertoar smo mi že sredi avgusta v preteklem letu, prvič zaradi obnove dvorane in odra, ker nismo imeli prostora in možnosti kjerkoli študirati, prestavili za celo leto. In celotni repertoar, ki je bil načrtovan za leto 2021, je zdaj prestavljen v realizacijo 2021-2022. S tem, da smo imeli srečo, in to smo ves čas načrtovali, kljub epidemiji in začeli s študijem Pelikana, da ga bomo uprizorili pravočasno in to na dan 100. obletnice prve premiere, to je 9. junija. Celotni repertoar za prihodnjo sezono ostaja tak, kot smo ga lansko leto pripravili in ga bomo objavili ob koncu te sezone, kajti nekaj je pa vendarle še ostalo obveznosti do abonentov starih predstav. In ker je ta oder samo delno na razpolago ali pa minimalno Šentjakobskemu gledališču ostalo zaseda Lutkovno gledališče Ljubljana, imamo tudi manj možnosti obnoviti stare predstave in začeti z novimi študiji. Tako da to se bo po moje, če ne bo več take zdravstvene situacije in kakšnega novega covida, nadaljevalo intenzivno proti koncu junija in v prihodnjo sezono. Ni vprašanje repertoarja. Vsi režiserji, ki so bili angažirani pri napovedanem repertoarju za to sezono, ostajajo, so si svoje termine prilagodili za delo v prihodnji sezoni, tako da se vsi skupaj z igralskim ansamblom Šentjakobskega gledališča veselimo, da ni prihajalo do odpovedi, če je to dovolj. Smem vprašati, imate kaj predvideno, če se kakšen val ponovi, da greste v digitalno obliko? Ker to je zdaj večna meja vseh teatrov, ampak če se ponovi, boste No, jaz vam moram reči, da sem bila odločno proti temu, tudi direktor pozna moje stališče, ker to, kar sem videla v drugih gledališčih, to ni za gledati. Ker odnosi, ki so med igralci ustvarjeni v prostoru na odru, nikoli ne zaživijo, kako se temu reče, streaming. Streaming, ja. Če bi bila to televizijska ali pa filmska kamera, bi se mogoče še dalo kaj narediti, pri tem pa res ne. In dokler direktor ima seveda prvo besedo, bom imela možnost reči, bom tudi na tem ustrajala. Sploh ne vidim Pelikana možnosti, da bi bil tako oprizorjen in posredoval. Narejena bi bila velika škoda.
predstavi tekstov, igralcem. To je moje stališče. Tudi moje stališče je to. Je pa res, da Mojca razmišlja izredno čisto, kategorično in smo jih hvaležni za to. Zaradi tega, ker njen program, repertoar je zelo spodbuja naše aspiracije, zelo zahteven. In uprizoriti to na odru in potem pretočno predvajati, se zgodi neka krivica. Zdaj, mi smo imeli še nekaj drugih ovir, kar se tega tiče, namreč za razliko od drugih profesionalnih gledališč, predvsem ali tam, kjer so nekako igralci v delovnih razmerih, je organizirati vaje v teh časih bilo dosti lažje. Mi smo imeli kar težave, že za Pelikana smo morali pravzaprav imeti nekaj sestankov pa usklajevanj, kako bo to potekalo, kajti moramo vedeti, da so gledališki, se pravi, igralci Šentjakobskega gledališča prihajajo iz različnih okolij v svojem popoldanskem času, so ljubitelji. In mešanje teh okolij, teh mehurčkov, kot jim rečemo, danes je bilo zelo zahtevno. Veste, sej, tako prva misel je, pa bomo šli na horuk, ampak ko se pa usede z ljudmi, je pa vedno isto, nekdo ima starša ali nekoga, ki je iz rizične skupine in preprosto se nismo mogli za to dogovoriti in je bilo prav tako. Želeli smo si zagnati še nekaj projektov, ker je razmeroma imamo še en oder, pa druge prostore, kjer bi lahko vaje ustvarjali, vendar je pa ta okoliščina našega ustvarjanja ljubiteljskega je pa zdaj prišla nekako do izraza. Smo pa, veste, vseeno smo, ne moremo se igrati, no, ker naše ljubiteljstvo, veste, ljubiteljstvo, ne, to deluje na zaupanju. Ne. Tukaj je na 10.000 ur prostovoljnega dela naših članov, ki ni plačano in so potem razmere fair playa, načina, zakaj so tukaj, kako se oni realizirajo svojo umetnost, je pomembno, da to spoštujemo. Nas za Pelikanom potem čaka še 5 naslovov v prihodnji sezoni. Upam, da bomo lahko začeli že nekaj celo poleti delati, potem pa naprej od septembra, pa predvidimo nekje do aprila prihodnega leta. Zdaj, če bo prišel še en val, bomo tako delali kot vse gledališče že eno leto. Konstantno bomo načrtovali in konstantno bomo načrte spreminjali. Jaz sam še odgovorim glede tega digitalne verzije. Kako smo rekli? Digitalni streaming, prenosi, no, ja. Pretočno predvajanje. Mislim, izrazito ni bila seveda predvidena kakršnakoli taka verzija, ampak če pa bi bila želja, bi bil pa meni to zelo velik izziv. Bi pa me zanimalo, kaj, ampak to pomeni nove vaje z namenom ustvariti novo predstavo in verjetno bi vključil nekega filmskega režiserja ali pa eno podobno osebo, ki obvlada ta medij. Tako da v tem smislu, če bo kdaj kakšna želja, mislim, meni bi bil to izziv, kaj bi dobili ven, ne, je pa seveda vprašanje. Ampak bi bilo pa možno, mislim, igrati bi se bilo možno. Ja. Je pa to popolnoma drug umetniški izdelek, drug žanr, skoraj da ne moreš več reči o gledališkem. Mi smo v tisti prvi fazi razmišljali, kaj narediti, ko so vsi skočili na ta vlak streaminga. Mi smo šli za eno svojo idejo, v decembra smo pripravili 24-urni spletni maraton, kjer smo z researchnim delom sodelavcev pripravili vsebin za 24 ur, nekaj smo pa pač bili malo neprespani poleg tega. In je bila pač ena naša ponudba oziroma naš izraz tega. Pa potem še za 8. februarja smo imeli prav tako počastitev Prešerna skeč in pa recitirane njegove poezije. Izkušnja pa tako kot pri vseh gledališčih, redki so, da popolnoma uspe. Dejstvo je, da nismo specialisti gledališča za filmsko in TV produkcijo, ker kdo si ne prizna, da je ko začneš enkrat snemati to stvar filma, režije, da je to TV režije v najboljšem primeru, si že v izhodišču obsojen na propad. In ob modrosti mojih sodelavcev je bila ta odločitev potem raža. Smo pa to govorili tudi na upravnem odboru večkrat
in tudi tam sprejeli potem te odločitve. Prosim. Jaz vam najprej iskreno čestitam, zdi se, da res premikate mene nepremagljivega, ampak prav ta enovitost ansambla, prav ta harmonija, verjetno zaradi tega vam uspeva vsakemu pač ne smotiča dogodkom in gledališčem. Ampak kljub temu, da so ideje odlične, da res uspevate pač na tem področju, kako pa finančno ste pač bolje vaš pokrovitelj verjetno, ali se motim, v teh res težkih časih, ko so razmere še težje, kot so bile prej, v kulturi, ljubiteljski posebno, kdo vas financira, kako uspete se to realizirati, kljub temu, da so igralci, da delajo prostovoljno in še nekaj. Zdaj govorimo o nečistih stvarih moloha in denarja. Tako je, jaz sem nastopil svoje direktorovanje 16. marca, ko je šla popolnoma cela Slovenija v zaprtje. Predtem, če bi potegnili finančni vektor do konca leta, bi imeli ponovno, mislim, da že 3. ali 4. leto, rekordno leto. Žal se to ni realiziralo. Res je, kot ste omenili, mi 46% oziroma drugače bom rekel, 46% dobimo financirano, ostalo pa moramo krvavo zaslužiti na trgu. To, kar je omenila prej Mojca, mi smo v izredno težki situaciji, ker nam je ta oder, ki nosi ime Šentjakovskega odra, na voljo samo 15 dni v mesecu, kar pomeni, da imamo recimo za premiero 7 dni postaviti predstavo, izvesti premiero in potem še 7 nadaljnih do 8 dni odigrati to predstavo. Ob tem, da imamo še nekaj drugih abonmajev, seveda je to sedaj pauzirano, ki jih moramo izvesti, druge ponovitve predstav. Zato je izredno težko. Mi smo v zadnjih letih seveda se bili prisiljeni, nekje od 2011, približno tretjino svojega zaslužka prihodkov dobiti na gostovanjih. Se pravi, smo izredno propulzivni v tem smislu, tudi tukaj odpiramo ene nove veje v ljubiteljskem gledališču. Imeli smo tudi že izkušnjo z koprodukcijami, tako da pravzaprav se podajamo silom prilike in drugače v to, da iščemo druge načine. Letos, prav za letos, kako je bilo pa zelo slabo. Mi smo v vseh teh mesecih od marca dalje pravzaprav izvedli 5 ali 6 predstav gostovanja in eno predstavo tukaj, to je bila prejšnji teden predstava Resno moteni, ki je dan kasneje, 28. maja, šla na gostovanje na festival Pekre, prihodnji teden pa bo šla na festival v Kropo. Mislim, upam, da sem vam odgovoril. Smem jaz še, za abonenti, kako bo, ker vemo, manj sezona padla letos? Tako je, abonente smo že lani opozorili, prosili pravzaprav za razumevanje, tako kot vsi ostali. Mi imamo še za odigrati nekaj predstav oziroma nekaj ponovitev, še več, celo eno premiero moramo še izvesti, ki je bila, gre za predstavo Strasti lažin v Verni puloveri v režiji Jaše. Mi bomo to seveda izvedli predvidoma od septembra dalje in smo v tem pač, da prosimo naše abonente, da potrpijo, da lahko to izvedemo od teh razmerov. Zaradi okoliščin sem se pač odločil, da damo prednost Pelikanu in po marčevskem zaprtju se je izkazalo, da je bila malo odločitev pravilna. Če bi šli takrat februarja še z eno produkcijo, potem se ena izmed obeh predstav ne mogla izvesti. Prosim? Me zanima, kateri drugi trije režiserji, poleg gospoda Gurca, bodo še režirali. Se rekli, da bodo 4 režiserji. Ja. Na repertoarju je še Cankarjevo delo, ki jo bo režiral Gojmir Dežnjan-Kolc. Potem je delo Saše Pavčak, ki ga bo režiral Aleš Valič. In potem imamo še
novo besedilo Andreja Rozmana Roze, ki je že velikokrat tukaj, kar nekajkrat sodeloval s tem gledališčem Linharta, in sicer v režiji Juša Kozaka. Juša Zidarja, se opravičujem. In nabor režiserjev za sezono je vendarle sledil misli, da ne bi bile zastopane od nekako srednje do najmlajše generacije vsi režiserji. S tem gledališče dobi novo energijo, dobi nove uprizoritvene koncepte in tudi drugačen način razmišljanja vseh nas, kako se sodobno gledališče lahko snuje na izrazito sodoben način, da lahko tudi občinstvo pove še kakšno vsebino več, kot nam je pa že bila ali pa jim je bila znana. Potem imamo pa še za malo sceno predstavo, ki jo tudi pripravljamo, in sicer naša članica oziroma članica igralske družine Šentjakobskega gledališča Lili Bačar-Krmauner letos praznuje 40-letnico svojega umetniškega delovanja in bo pripravila skupaj z Saro Lucu, ki je tudi nekoč, zdaj je režiserka, bila članica tega gledališča, večer izbranih del iz slovenske in svetovne literature. To počasi nastaja in ta premiera je predvidena v decembru letošnjega leta, ko je ponovno nekako obletnica, ki je lansko leto nismo mogli praznovati, obletnica gledališča, ko je nastalo oziroma društvo Šentjakobskega gledališča. To je nekako razpon repertoarja, 5 del, plus otroško delo, oziroma za otroke in mladino, po pripovedih Ribičiča. In sicer so to zgodbe Kokošji rod, tega bomo pa verjetno prizorili kar prej, zaradi tega, da bo lahko pravočasna eksploatacija oktober, november, december po premieri in to takoj. To pa režira Žiga Sedmak. Napisal je tudi sam besedilo skupaj z Mirja. In sicer je to besedilo v osnutku že bilo v gledališču, nihče se ga ni dotaknil, in ko sem jaz prebrala ta osnutek, sem rekla, zakaj pa ne bi to dodelali in dali na repertoar. In tako je nastalo po naročilu gledališča novo besedilo za mlade. Hvala. Hvala lepa. Pa še besedilo, oziroma režiser Iztok Tori bo tudi sodeloval z nami. To se pa dogovarjamo. Tukaj smo pa še v dogovorih, tako. Če še kakšno vprašanje? Ja, izvolite. Kolikor je pošlo po navodilih NIJZ-ja, priporočilih vlade in drugih strokovnih inštitucij. Tale dvorana, v kateri ste sedaj sedite, sprejme 180 oziroma 179 stolov, tisti tam pri kraju 180. Tako da zdaj za predpremiero, člansko predpremiero, ki bo 8. in potem premiero 9. za Pelikana bomo tukaj predvidoma lahko v ugodnih pogojih spravili 90 ljudi. Prav zato imamo zdaj nekaj več, se pravi, imamo nekaj več ponovitev, ampak imamo tudi 12. ponovitev te predstave, lahko pa tudi omenim, mislim, da ne bo narobe, da bo do
songi iz predstave uporabljeni tudi na podelitvi Župančičevih nagrad mesta Ljubljane. Predstavo bo režiral naš dragi Mare Bulc, tukaj prisotni. Tako da je to tudi ena tak fini prevoj srečnih okoliščin se zgodil, v kateri smo zelo hvaležni. Smemo vprašati, je kakšna posebnost drugače dvorane v tehničnem smislu, ali zdaj kaj več omogoča? Ja, ta dvorana, zadnjič smo bili na vaji, lahko povem, opremljenost dvorane je veliko boljša, inštaliranje na strehi, nov klimat. Oprema, se pravi ohranjanje strop in pa štukature, oziroma tale Findesiclsovska oprema je nekako ohranjena. Ohranjen je tudi v predverju parket, je bil prenovljen in je izjemno, dejansko smo našli parket z letnico, ko je bil inštaliran leta 1899, tako da razmišljamo, da bomo ta parket primerno posvetili tist košček z letnico, je pa izredne kvalitete. Vse ostale stvari so bile pa kar zahtevne. Ta mestni dom je ena taka kolaž, lepljenka, idej mesta, kaj vse je v 120-123 letih lahko moč imeti tukaj noter, tukaj v Losadju in zelenjave. Gasilci so bili tukaj noter, gasilci so stanovali, pevski zbor, gledališče, drugo gledališče, številne dejavnosti so se tudi v betonu izražale, tako da so gradbeniki pod to steno med gradnjo naleteli na en statični problem, ki so ga mogli rešiti, sicer so potekale prenovo razmeroma ustrezno. Stoli, na katerih sedite, so, to je anekdotično povem, testirane z človekom, ki ima veliko izkušenj s stolom, predvsem pa bolečine v hrbtu in je zagotovil, da so eni najboljših stolov, kar jih je možno dobiti. Oder je nekoliko nižji od predhodnega, inklinacija je višja in računamo na ta teaterski, amfiteaterski pravzaprav način širjenja zvoka. Ves čas procesa dela je bil tukaj prisoten tudi strokovnjak za zvok v prostoru. Imamo številne nove, se pravi nov lučni park, ki je, mislim, da v celoti na led, to je tudi nekoliko, se pravi, veliko izboljšano, pravzaprav ta ekološki CO2 vtis na nek način. Novi so cugi, večje število cugov je, audio oprema je nova in zelo zmogljiva za to dvorano, več kot primerna, tako da lahko zaključimo, da je mesto Ljubljana s to dvorano dobilo eno zelo dobro tehnično opremljeno dvorano, v izraznem likovnem smislu pa mislim, da je eno lepših dvoran v mestu Ljubljana, kar se pravzaprav pa tudi že nekako pozna po zanimanju ljudi, ko vidijo fotografije atraktivne, se vidi ta odziv, da je nekako drugače diha. Naj omenim še, da je sedaj skozi vhod na Šentjakobski oder je možen tudi za gibalno ovirane osebe in sicer, če se spomnite, tik ob tunelu je dvigalo, ki je prej vodilo samo na vrh, zdaj se pa dejansko ustavi tukaj, ja, in gre čez upravo Ljudkovnega gledališča, sedaj je postal javni prostor in je tukaj možen dohod tudi za starejše, invalide in tako dalje. Tako da je funkcionalen. Tudi zadnjič, ko smo gledali predstavo, se pravi vajo, je mojster luči, gospod Andrej Hajdenjak, delal čudeže, tako rekoč v realnem času, zlučil meglo in so pogoje ustvarjene veliko boljšino. To je fino. Jaz sem delal na tem odru že večkrat, tako da je občutna razlika. Bi pa tudi pogoje za delo tehnikov so v bistvu izredno izboljšeni. Prej so imeli neko malo kabinco tam vzad, tako da to je. Zdaj, bi pa, ko se jih omenil, sem se spomnil, mogoče bi še imena sodelavcev, katerim se zahvaljujem. Polono Janežič, ki smo že omenili, ki je prispevala avtorsko glasbo za Pelikana, potem Andreja Hajdenjaka, oblikovalca luči je Milan že omenil.
Ponovno sodelujem s Sebastianom Saričem, ki je v bistvu koreograf oziroma odrski gib prispeval, Damir Leventič scenografska rešitve, ki jih vidite. Potem Sanja Grcič, izredno zanimiva kostumografija, v bistvu se je lotila prepleta v bistvu nekega zgodovinskega kostuma z nekimi sodobnimi elementi. Potem pa bi v bistvu povedal še, da ne bi bilo možno brez Gregorja Trnerja, tehničnega direktorja Šentjakobskega gledališča, dokončati te scenografije. Zdaj se to ne vidi, ampak tukaj v bistvu so izredno domiselne rešitve, let, trakov in tako naprej, ki seveda pride do izraza potem v temi. Tako da hvala tudi Gregorju, sem koga pozabil. Mogoče še masko Incognito Design, tako, ki želi biti podpisana. Incognito Design. Tako, hvala tudi Nataši. Torej boste potem tudi oddajali različne No, znotraj tega, kolikor imamo na voljo terminov, ne. Tukaj so vedno škarje. Več, ko oddajaš, manj realizira svojega programa. Ne. Je pa dejstvo, da si ta nevarnost se povsod pojavlja. Več, kot oddajaš, potem manj si bolj nečisti v kulturnem smislu. Ne. Gledališče smo le zavezani izvajanju, predvsem pa te aspiraciji članov, da jim damo možnost igrati. To je zelo pomembno. To, da imajo civili, običajni ljudje možnost nastopiti, to je v sodobnem času v živo pred ljudmi. To je vrlina, veščina, to je stvar v izumiranju, ki ne škoda veliko. Imamo ogromno YouTube nastopov, Instagram, graditi like, skrbeti za umetniško besedo, umetniški izraz. To pa je nekaj, kar je pri sodobnih mlajših generacijah žal pod velikim udarom. Vidimo to v vseh gledališčih in se bomo zelo borili, vsi skupaj, da bomo nove generacije pripeljali noter. Ne pozabimo, da je povprečni slovenski gledalec, abonentski gledalec star čez 56, če ne skoraj 60 let.